Dragi otroci, starši, babice in detki, prav lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, zakaj ste danes prišli sem? Zakaj? Ker bi prišli gledati predstavo. Pa še? Da bo Božiček. Tako, res je, pričakujemo Božička. Verjamem, da ste bili vsi zelo pridni. Vsi vemo, da to ni vedno lahko, a ravno zato je to tako pomembno, da se trudimo biti prijazni, dobri in potrpežljivi. Še posebej je pomembno, da tako vaši starši, kot tudi vi, širite ljubezen, radost in toplino. Vaša dobra dela in prijazna srca lahko naredijo svet svetlejši in lepši. Darila, ki jih bo prinesel Božiček, so pomembna, pa vendar so darila le delček Božiča. Najpomembnejši del Božiča družina. Ob tem prelepem prazniku in jaslicah se radi zbiramo, krepimo medsebojne odnose in ustvarjamo nove spomine. Več časa si vzamemo tudi za druženje, veselje in radost. Prav tako je pomembno, da se v tem prazničnem času vemo sprostiti in umiriti. Božič prinaša seboj čarobnost, ki navdušuje vse, otroke in odrasle. Okrašene jelke, svetle luči, pesmi, posebna hrana in občutek skrivnosti ustvarjajo posebno vzdušje. Praznično vzdušje vam bomo poizkusili pričarati tudi mi. Naša hiša, pa še sosedno sem narisal, vaški dom in seveda še neka pesmica. Lej, nas Lukas pa spet riše, pa sploh ne zna. Seveda, da znam. Poglej, narisal sem našo vas, ter svoje prijatelje, tukaj pa sem še jaz. To vse skupaj ni nič. Ena velika nula. Vidiš, nula. Aja, pa tega tudi ne rabiš več. Ej, pa kaj se greš? To so moje bajnice. Veš, nisem vedela. Joj, kako mi je žal. Kako si smotana. Bom pisal Božičku, da mi prinese nove. Joj, ti in tvoj Božiček bo prišel in ti prinesel nove barvice. Saj sploh ne obstaja. Seveda, da obstaja. Ja, tvoj glave. Nehaj, Liza. Kaj se tukaj dogaja? Nič ni, samo malo se pogovarjamo. Ni res. Liza mi je zmečkala risbo, pa še bajnico mi je slomila. Najhuje od vsega pa je to, da Božiček sploh ne obstaja. Male, ne samo. Rekla sem, da obstaja, ampak samo v tvoji glavi. Čisto zares obstaja. Vsako leto mi nekaj prinese. Lansko leto mi je prinesel čiste prave ukulele, za katere sem ga prosil. Napisal sem mu tudi pesmico, za katero bom mu zapel, ko ga vidim. Ja, potem pa ga pozdraviš še v mojem imenu, ko ga vidiš, in reci, naj mi prinese novo rolko, če že ima toliko denarja. Pa, Goločka? Ne sekiraj se, saj veš, kakšno je. Si slišala? Rekla je, da Božiček sploh ne obstaja, ampak jaz vem, da obstaja. Živi tam daleč, na severnem polu. Vem pa tudi, da on ve zame. To pa boš izvedel samo na en način. Kako, Neža? Pojdiva ga poiskat, le verjeti morava, pa ga bova našla, boš videl, da ga bova. Pa si prepričana? Pa ja, tako bova Lizi dokazala, da Božiček zares obstaja. Ampak on živi na severnem polu. Kako bova sploh prišla tja? V risanki vse reši božični čudež, mogoče pa pomaga tudi nama. No, potem pa kar hitro vse pospraviva in se odpraviva na pot. Ja, greva kar takoj. Ampak kako bova sploh našla to pot? Prvo si morava močno zaželeti, da bi ga našla, potem pač morava samo dobro pogledati naokrog. Res si želim najti Božička. Poglej, sladkorna palica in tam še ena, pojdiva za njima. Pa misliš, da so na pravi poti? Seveda, sredina ga vodijo prav v to smer. Poglej, še ena sladkorna palica. Wow, res upam, da so na pravi poti. Poglej, koledniki. Koledniki nam vedno v Božiču prepevajo. Morda pa nisva več daleč. Glej, zvezdice Božje migljajo lepo, odprto
široko je svito nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hitri. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hitri. Obljuba predavna postala je res, zveličar je rojen ljudem iz nebes. V mnogih pastircih na slamci leži, svilivščino izvoli ponižnost uči. V mnogih pastircih na slamci leži, svilivščino izvoli ponižnost uči. Presrečni ljudje so, ki njega dobi, z nebeško tolažbo jim polni srce. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Kaj se vam zdi, pastirci vi, ali ste kaj slišali? Veseli glas gre dol do nas, z nebes veseli glas. Gloria in excelsis Deo, tako angelci poljejo. Lepo pojo na čas Bogu, odprto je nebo. Gloria in excelsis Deo, tako angelci poljejo. Lepo pojo na čas Bogu, odprto je ja, pojdite in molite zveličarja Boga. Od angelci zapojte vsi, kar glas moči ima. Gloria in excelsis Deo, tako angelci poljejo. Lepo pojo na čas Bogu, odprto je nebo. Gloria in excelsis Deo, tako angelci poljejo. Lepo pojo na čas Bogu, odprto je nebo. Poglej, Božičkova delavnica. Res je, poglej, kako škratje pridno delajo. Res.
Wow, res super je. Ja, dober večer. Vidva pa morata biti Luka in Neža. Res je, kako veš? In saj smo vas pričakovali. In to mislite, da vam ne nastavi sladkorne palčke? Wow, tu ste bili vi. Res vam hvala. Seveda so pomagale oznake. Potrebne pa je bilo še nekaj božične čarovnije. Pa kaj, to tudi obstaja? Seveda, Božič niso samo darila in obdarovanje. Božič je predvsem ljubezen, radost in dobrota. Božič so tudi družina in prijatelji, ki se radi zbirajo, družijo in se zabavajo. Božič je čas radosti, ko se veselimo druženja in deljenja sreče ter dobrih del. Posebnost duše v Božiču pogosto spremlja občutek darovanja in dobrote. Takrat, ko razmišljamo o ljudeh, ki jih imamo radi in si razdelimo darila. Ob tem čarovnem prazničnem času si vzamemo tudi čas zase, da se umirimo in zavemo, kako smo blagoslovljeni. Božič je predvsem dobrota in radodarnost. Takrat, ko razmišljamo o ljudeh, ki jih imamo radi in se posvečamo skupnosti. Božič je tudi čaroben, saj so naše srca in hiše pripravljene na praznovanje. Hiše kar žarijo, lučke razsvetljujejo temo. No, in zakaj sta danes prišla sem? To pa dolga zgodba. Najbolje, da kar začnemo. Lidva, ki hodi na najno šolo, se začela norčevati iz mene. Govorila je, da ne znam risati. Zmečkala mi je risbo. Zlomila mu je barvico. Najhuje pa je to, da je govorila, da Božiček sploh ne obstaja in da sem še pravi odrečaj. Zato sva sklenila, da poiščeva Božička. Ga prosiva za nove barvice in da Lizi dokaževa, da Božiček zares obstaja. To pa je zaplet in pol. Seveda bomo pomagali, ampak najprej bi tudi mi potrebovali vajino pomoč. Nismo še uspeli pripraviti delavnice, pa okrasiti smreke, pa malo pospraviti pazovit darila. Delo je več kot preveč. Vendar nam bo z vajino pomočjo uspelo. Z veseljem bova pomagala. Bi pa bilo bolj veselo v kakšni glasbi. To pa ne bo preprosto, radio se nam je pokvaril. No, to pa ne bo problem. Na poti do sem sva srečala koletnike. Lahko jih pokličemo, da nam nekaj zapojejo. Mi pa bomo med tem časom ukrasili drevesce, pa še pospravili delavnico. Seveda, pokličimo jih. Koletniki! Pridite in nam zapojte.
In vesel.
uspelo. Hvala vama za vso pomoč. Brez vaju nam ne bi uspelo. Sedaj pa poskrbimo še za vajen problem. Preden pa se letimo dela, pa se še posladkajta in okrepčajta. Čakava še dolga pot domov. Po upravljenem delu bi pa še nam prijal kakšen piškot. Res smo si zaslužili okrepčilo. Končno je vse tako, kot mora biti. Kako je dobro. Ja, naša sladka peče najboljše piškote. Joj, tudi mi z mamico radi pečemo piškote, ampak tako dobrih pa res ne znamo narediti. Res so dobri. Če želiš, lahko mamico presenetiš s sastnimi piškoti in receptom, da boste še vidve vedeli speči tako dobre piškote. Počakaj, tu nekje ga imam. To bi bilo naravnost fantastično. No, izvoli. Hvala, mamica bo tako vesela. Luka, tudi za tebe imamo rešitev. A res? Hvala vam. Tukaj so nove barvice in blok zate. Še enkrat vam hvala. Kaj pa fotografija? Ko pride Božiček, se bo z njim fotografiral in fotografijo pokazal Lizi. To ji bo zavedno zaprlo kljub. No, kakšno govorenje pa je to? No, mislim usta. Hvala vam, škretje. Res vam hvala. Res ste najboljši. A, ni zakaj. Tukaj smo zato, da vam pomagamo. Sedaj bi pa že moral priti Božiček. A ga lahko pokličemo? Seveda, pokličimo ga. Božiček! Božiček! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Kam se vam tako mudi? Božiček, tukaj te čakata dva res pridna otroka. O, res sta pridna, ja, Luka. Sem slišal, da zelo lepo rišeš. Neža, ti pa da si zelo prijazna in pridna. Zelo lepo, ja. Božiček, ali se lahko fotografirava s tabo, da doma Lizi pokažemo sliko? Ja, seveda se lahko, samo hitro, saj moram na pot v Osluševce. Tam nestrpno pričakuje veliko otrok. Ho, 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 ho. Hvala ti, Božiček. 1000-krat hvala. To bo jo naprej izučilo. No, lepo. Nasvidenje. Hvala vam, dragi čitatelji. Adijo. Nasvidenje! Na poti sem pa sem slišal zelo lepo petje. A ste to bili vi, škratje? Ne, tu pa so bili uslušarski koledniki. Prav, zares bi jih lepo bilo še enkrat slišati. Ho, 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 ho. Mislim, da to ne bi smel biti problem. Enkrat smo jih že poklicali, pa jih dajmo še enkrat. Koledniki! Pridite k nam in nam še enkrat zapojte. Ho, ho, ho.
Pisal pa mi je tudi vaš predsednik društva, da moram obdariti tudi ene velike otroke. Prosim, na odru se mi naj pridruži Daniel Belšak, vodja vokalne skupine Oslušare, da se mu zahvalim za ves trud in za vse vaje in potrpežljivost. Na božice pa lepa. Izvoli, prosim. Hvala. Pa Irena Bezjak, skromno darilo tudi za tebe, da si spravlja vse skupaj. Izvoli. Hvala, dragi Božiček. Prosim. Slišal sem tudi od škratkov, da danes nekdo praznuje rojstni dan. In to je Ana Marija Ozbec. Vidite se tukaj. Vse najboljše. Jo, hvala Božiček. Hvala. Tako. Jaz pa grem dalje, saj še me čaka veliko dela. Vam vsem skupaj želim srečno in zdravo novo leto. Nasvidenje. Ho, ho, ho.
Božiček, hvala za tvoj obisk. Upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Mi bomo vsekakor zelo pridni. Hvala tudi vam za vaš obisk. Vsem vam želim čudovit večer, poln smeha, ljubezni in presenečenj. Ne pozabite, da so najboljša darila tista, ki prihajajo iz srca. Po programu pa še vse vabim, da se potem malo podružimo in poveselimo.